Nekako nisem verjel, ko take zgodbe, tako ne bomo rekli, normalen človek jih ne sliši. Je boljše v bistvu, kad te pokličajo, kad čakaš, da te pokličajo. Tako neki načrta nisem imel, kad tam načrta v bistvu ni niti smiselno, da jih imaš, ker se ti hitro poruša. Da me bo ubil, mislim, da me bo zaklel, ko bom spal. Me je usoda, tako, ko me je poslala, me je tudi rešila v bistvu, da je bilo pol tako. Me s tak Simonom Koleč nočem biti, pač tam sem bil tak, kar sem bil. Evo, takrat sem bil srečen. Prelomnica v življenju Simona Dome se je zgodila, ko je pristal, da bo tihotapil kokain. Od decembra 2010 do januarja 2017 je bil v zaporu, 4 leta od tega v Venezueli, kar 2 leti in pol v zaporu Los Teques, ki je veljal za pekel na zemlji. Zapor, ki so ga obvladovali klani, ne država. Zapor, v katerem si moral postati eden od njih, da bi preživel. To je Simonova zgodba. Knjigo Gringo Loco začne Aleš Čar, ki je to knjigo napisal po vaši zgodbi, začne z besedami: bal sem se samo, da bi zamudil letalo. In zdaj, vsega tega, kar se je v bistvu zgodilo po tem stavku, vas ni moglo biti sploh strah, ker je pač nepredstavljivo nekemu povprečnemu človeku. In zdaj, po vaših besedah, niste niti pomislili, da ne bi bilo vse okej. Tako. Ampak na koncu je to letalo imelo 4-letno zamudo. Kaj se je zgodilo? Pa 4 mesece. Aha, 4 leta pa 4 mesece. Ne. Ja, ne vem, takoj, ko sem stopil na letališče, oziroma ko sem šel dol po tekočih stopnicah, sta me 2 gospoda poklicala, ne grem na stran. In sem odpravil na en tak majhen hodnik, dala na mizo kufer, dala vse ven, nista nič videla. Pa je ta en drug, ki ima tako polomno angleščino, govoril, rekel, da me ne izpusti, da nimam nič, da bom avion zamudil. Pa on rekel, da ve, da imam nekaj, in je šel pač po eno palco, je not zapičil kufer, dal eno tekočino, se je ofarbala modro, meni lisice dal, ono da se pa roke dala. Kje smo, na katerem letališču smo, ker nisem začetka? Simon Bolivar. Venezuela. Tako. In kaj to pomeni, da se za tiste laike, da se obarva modro? Ja, to pomeni, da je kokain, da je čisti kokain. Zdaj, pred zgodba, če malo urišem, v bistvu vam so obljubili 15,000 evrov, da 5 kilogramov kokaina spravite, v bistvu povejte, odkot do kam, kak je bil plan. Ja, da pripeljem iz Venezuela do Frankfurta in tam pač oni prevzamejo v Frankfurtu. Zdaj, zanimivo je, da ko so vas ti varnostniki v bistvu prejeli, to je nek drug svet, oni so v bistvu tam od vas, zahtevali, namignili, da če imate 15,000 evrov, da se lahko zadeve rešijo. Tako, ja. A to tako deluje? Mislim, ne bi, nisem prišel do tega, ampak ja, ne bi, kakor je bilo rečeno, ne bi tako bilo. Ja. Ampak v tistem trenutku ste bili vi še vedno, ste imeli to trdno prepričanje, to vero, da bo še vse okej. Čeprav so vas že tam... Tam sem, sorry, kad te prihajam, ampak tam sem bil že pol sem bil že tam. Že tam je že malo... Tam že nisem več toliko prepričanja. Ker ne bi do tega sploh prišlo, da te ustavi. A od tod je v bistvu izvirala ta vera, ta prepričanje, ker ste vi toliko zaupanja imeli v ljudi, ki so vam rekli, da bo to vse potekalo pač brez problema, vse tekoče, in v bistvu ste toliko verjeli v te ljudi, da ali odkot je bila ta vera? Tako, točno tako. Točno tako. To je imel dober znanc, to niso bili, to jih ni bilo več, če bil en sam. En sam človek, ja. Zdaj, v knjigi sicer zelo pač natančno popišete, ne bom vsega izdala, kako je nastal ta dolg, zaradi katerega ste sprejeli to odločitev, da postanete pač za ta enkrat, ali kak je bil plan? Mula, ja. Kako bi danes, ko imate pač je že nekaj let od tega minilo, kako bi danes opisali to zaporedje dogodkov, pač to, kar se je tam zgodilo? Boma še prišla do tega, ki ste potem pristali, ampak a bi temu rekli splet na ključi, velika smola, usoda, nekaj, kar se je moralo zgoditi? Jaz bi rekel, da je bila usoda, pa da se to nekako mogoče moglo zgoditi. Da sem tudi jaz mogoče danes takšen, kot sem.
Zdaj pa greva na najbolj obsežen del te knjige, ki je tu pred nama, in sicer na zapor, v katerem ste pristali, boste sami povedali. Ampak zdaj najprej potem, ko so vas na letališču prejeli, a ne, ste pristali v preiskovalnem zaporu, temu ne bomo toliko se ustavljala tu, na to pa je vaš nov dom postal Los Teques, a prav izgovorim. Tako je. Zdaj tega zapora v tej obliki, kot pač je bil takrat, ni v bistvu več, a ne, ampak v tistem času je to veljalo za pekel na zemlji, nek tak res zloglasni zapor. A mogoče veste danes, ali pa ste že vedeli takrat, zakaj ste pristali ravno tam, pa še kot tujec, ne kot domačin? Kar veliko večino tujcev so poslali v Los Teques. So tudi v druge, ampak se mi zdi, da nekako je bilo največ v Los Tequesu. Čeprav so jih poli iz Los Tequesa, so jih tudi dosti pošiljali v druge zapore. Na letališču ste rekli, sem že bil 50-50, kak bo, a bo slab ali dober konec, a ne? Ampak tam na vratih Los Tequesa, ko so vas tja pripeljali, lahko preberemo, vas je ta vera v dober konec na nek način zapustila, a ne? In ste bili celo prepričani, da domov se ne boste vrnili živi v enem kosu. V katerem trenutku se je to prelomilo v vas, da ste bili, ako ste ne vem, slišali te zgodbe, kam odhajate v preiskovalnem zaporu, ko so vam povedali, kaj je to, ali mogoče, ko ste zagledali to, kdaj ste bili tisto tega pa ne bom preživel? Malo sem bil že tam v Makutu, na preiskovalnem zaporu, ko sem je govoril, ampak nekako nisem verjel, ko take zgodbe, tako ne bomo rekli, normalen človek, jih ne slišne. Pa, ko so prišli po mene, v bistvu, te lozerote, to so vojaki, zaporniki, od tolpe, v bistvu tolpaši, ko so oni prišli po mene iz orožja, sem mislil, da so to pazniki pač v civilu, ampak ne, so bili pač zaporniki. No, zdaj se že v bistvu sami izdali povedali, da tega zapora ni obvladovala država, niso bili tamle, bilo je par paznikov, ampak v bistvu zapor je imelo pod nadzorom 5 klanov. Zdaj, če mi malo pojasnite kako je to delovalo, torej katerih 5 klanov in zdaj po kakem ključu v bistvu si pristal v nekem klanu, kdo je spadal kam, kdo se je to odločil, malo če mi urišete te zadeve. Bilo je 5 klanov, paviljon 1, paviljon 2, to sta bila prijateljska klana, pa smo pa mi bili, special, jaz sem bil specialu, special, Mostriko pa Maxima. Po 6 je bila pa Englezija, sam pač oni niso bili tolpa, ampak je bila pač tako za sebe v bistvu. Kako so paviljon 1 pa paviljon 2 nista vzemala tujcev, samo pač domačini. Kako so se pa odločili na to, ti si v bistvu, ko si bil na dvorišču, tam, ko so te popisali, ko si prišel noter na vhodu, so bila okna in to je v bistvu od Maksime pa Mostrika pa od speciala in oni gledajo in pa v bistvu kada več denarja paznikom, tam te dajo. Ker pač mi nekako gringoti oziroma tujci veljamo za milijonarje. Zaželena roba v bistvu, če pride tujc. Kaj pa zdaj, ko imate to, so to vedenje, kako stvari delujejo, v katerem klanu bi si v bistvu, če bi prišli tja, pa bi že vedeli, kako stvari delujejo, v katerem klanu bi si vi želeli najmanj pristati, recimo? Maksimi. Zakaj? Zato, ker so imeli pedofile, posiljevalce, pa tako, vse so v bistvu imeli. Oni so v bistvu jemali tiste... Vse, pokvarjene policaje, pokvarjene vojake, vse v bistvu. Koliko pa vas je, torej rekli ste, vaš klan je bil especial. Tako. Koliko vas je bilo zapornikov v tem klanu? Sem jaz bil 120. 120. Kaj pa, a imate... Pa sorry, ampak pa je pa nihal, malo enkrat več, enkrat manj, ampak recimo 120. Ali so bili približno enako številčni ti klani, ali je bilo kje jih ful več? Vsi večji od nas. Vsi večji. Bolj tak intimni klan. Tako. Dajmo se zdaj vrniti v času na prvo noč v zaporu. In padeš v
svet, ki tudi če nam vi pripovedujete in tudi če preberemo knjigo, ga zelo težko navaden, poprečen človek na srečo razume, si predstavlja. Ampak kje ste preživeli prvo noč, kje ste spali in mogoče, če izdate tisti zapornik, ki je bil ob vas, vam prej cel dan v bistvu pomagal, prevajal, ker niste znali špansko, potem pa vam je nekaj za lahko noč zašepetal, da malo vrišete. Ne, da me bo ubil, mislim, da me bo zaklel, ko bom spal. Lepo je za lahko noč. Ja, ampak me ni bilo niti tako strah, bom, če si iskren rekel, pa ne da sem men. Ampak tako je bilo itak že kaj dosti hujših, tako da mogoče bi mi šel slugo naredil na koncu. Kje ste spali torej? Spal sem pa v sobi 2, to je bila, po španski reče kočeneta, to je taka zelo tanka blazina, recimo. Pa še imel sem srečo, da je eno umrl, tako da je bilo še kri gor, trdel sicer, ampak... A je bila kakva rjuha ali sam? Pa rjuhca, ja. Aha, no. Ampak tam je tako vroče, tako da naravaš nekaj, ampak ja, bila je, da sem lahko čez dal. Zdaj, zelo nenavadno je vse v tem zaporu, oziroma če si predstavljaš ti nek, ne vem, ali slovenski zapor ali pa ameriške zapore, ko jih gledamo po filmih pa serijah, imamo neke predstave, kako naj bi izgledale stvari v zaporu, ampak tule recimo, kako tu deluje vse z denarjem, v knjigi lahko preberemo. Zapori v Venezueli so majhni, samozadostni ekonomski sistemi, v katerih se vse plača. Zdaj, v bistvu, kako to deluje v praksi? Kaj se je treba plačati? Kaj je ta kauza? In koliko denarja sploh potrebuješ, recimo tedensko, mesečno? Plača treba vse. Kauza, to je vsako nedeljo se je plačevalo. To so vsi plačevali. Cel zapor v bistvu, ne sami. V glavnem, bilo je nekako 15 evrov vsako nedeljo. Recimo, da si normalno preživel, ne vem, 50-60 evrov se rabo na teden. 50 na teden. Tako. Zdaj, kdo pa je sploh, ko prideš v ta čist nov svet in je veliko nekih pravil, tudi če ne vodijo pazniki, da stvari ne uidejo izpod nadzora, morajo ljudje spoštovati pravila, tudi če jih pač luzeroti postavljajo. Kdo vam je razložil ta pravila igre? Pač kaj smete, česa ne smete, kdo vam je to povedal? In predvsem, pač, kako je bilo s to jezikovno bariero? En tujc po imenu Cindy, on mi je pomagal. Mislim, mi je povedal, kaj se sme in kaj ne, kaj moš paziti, ko so obiski. Najbolj so v bistvu delikatni obiski, tam je kar dosti pravil. Zdaj, te obiske, ste že v prvih 24 urah v zaporu, ste že jih doživeli, Pernocta. Bernota. Aha, tako se reče. To tudi niso klasični obiski, oziroma ni tako, da sediš si za mizo nasproti eno urco, ampak se dogaja marsikaj med temi obiski. Kako dolgo pač še malo urišete, kako izgleda neka klasična, tipična Bernocta? Mislim, to prespijo celo, malo povejte več. Prespijo lahko samo ženske, moški, ne? Ne vem, primer, v soboto ob 10 začnejo noter spuščati, v nedeljo ob 4 popoldne je morat ven. Vmes pa lahko, recimo, če prespijo, grejo lahko v nedeljo zjutraj ven, pa pridejo nove obiske. Lahko pa ostanejo pač do konca obiskov. Ampak to, mislim, za tiste, ki še niso prebrali knjige, kaj se, a to se vzgleda tako neke zabave, se pleše, se malo fajn hrani. Recimo do 8 zvečer je normalno tako obiski, ne? Pol po 8 je pa splešajo, pijejo. Kot diskoteki sem, da se to. Zdaj, omenili ste že večkrat Luzerota, v bistvu, mislim, sej sva že rekla, da so to
pazniki, ampak so v bistvu pač zaporniki iz klana. Ne? Torej, kaj je v bistvu njihova vloga v zaporu, kaj vse počnejo. In to me tudi zanima, orožje. Pač rekli ste, dokler so še preštevali zapornike, dokler je bilo še to dnevno štetje, se je skrivalo orožje, čeprav so vsi vedeli, da to orožje je. Tako. Zakaj je bila taka folklora? To ti ne moram ložiti, ker še danes ne dojemam. Recimo telefone, ko smo na streho hodili, to je bil dvorišče naš, si mogel telefone skrivati, recimo pištole pa niso skrivali, tako, ena zanimiva. Pištole so pa zato, ker je bila vojna med klani, da so v bistvu branili svojo tolpo. Pazniki so imeli pa nekako, mislim, te luzerati, so imeli pa so imeli pa funkcijo, da so pazniki pač. Njih si mogel poslušati. Obiski so veseli kot v diskoteki, mislim, ste rekli diskoteka v zaporu, ampak pol se konča v nedeljo popoldan in se zelo spremeni vzdušje, zato ker sledi plačilo dolgov. In rekli ste že, da vse se plača v zaporu. Kaj pa se zgodi, če denarja nimaš? Ja, pokličejo, da so opet. Pa te pa pretepajo, v bistvu, mislim, orang. S pištolami, več ali manj. Od koga ste pa vi dobivali denar? V bistvu, povedali ste že, da ste ga rabili za preživetje 50-60 evrov na teden, ampak kako si v bistvu to sploh, če pristaneš tam v Venezueli? Kako si to zagotoviš? Western Union. Pa moja boga mami mi je mogla pošiljati, pa hvala Bogu, da imam prijatelje, ki sem še danes hvaležen, tudi vedno vsem, so mi pošiljali. Oziroma mami, pa mama meni. To je pa bil pač en človek, ki je bil za to naštiman, ki je imel pač Western, ki je imel v Španiji veze in tako so njemu pošiljali njegovi ženi, ona je pa pol nam, oziroma njemu. Zavedam se, da neki spuščati se zelo v to, kar se je dogajalo v sobi 5, se niti človek ne želi, mislim, v knjigi se sicer to se da prebrati, ampak je drugače, ko je nekaj zapisano ali pa ko je treba o tem govoriti. Kolikokrat pa vi niste dolgo uporavnali pravi čas? Upišete v knjigi recimo v nedeljo 12. februar 2012? Dvakrat. In dvakrat? Enkrat torek, drugič so me mečkam prešparali, ampak prvič so me dali pa po moje za 10. Tam bi takrat je bilo. A mislim, to čakanje, ko veš, da imaš dolg, da nisi ga pravi čas, a je to mogoče psihološko še huje, ko sam tepeš? Te prvič v bistvu ni bilo, ko nisem niti pričakoval, ker so vsi rekli tako, ne, se tebe ne bojo, pa sem me pol v bistvu čist zadnjega. Ja, drugo sem pa tam v vrsti sedel, ja, je kar neprimeren. Je boljše v bistvu, kad te pokličajo, kad čakaš, da te pokličajo. Saj jaz osebno se sam, da ne mine čim prej in to je to. Čakanje, je pa katastrofa. Začetki, so bili taki, da itak ne veš, kje si, jezika ne znaš, čist padeš v nek nov svet, ampak vseeno so vas kljub temu neznanju jezika, pa to so vas luzerti relativno hitro vzeli za svojega, nismo še tam kot čist za svojega, ampak v bistvu so vas vabili v družbo že relativno hitro, ampak kaj mislite, zakaj so vas tako posvojili tako hitro? Mislim, vse gringote so videli kot milijonarje, ampak vseeno vas so imeli nek poseben odnos do vas. Zakaj? Jaz bi rekel zaradi tega, mogoče zaradi tega, mislim skoraj sigurno tudi zaradi tega, ker večinoma tujcev poseže po kokainu zelo hitro. Tako jaz nisem takrat, ampak sem pa z njimi travo, to sem kadil takrat z njimi, ampak v bistvu jaz prej nisem nekaj ful kadil, sem vsake tok cajta, ja. Ampak tam sem pa v bistvu lih tok, da sem v bistvu z njimi bil, ne. Ker zdaj, če si pa čisto odrezen od njih, pa te v bistvu z niti ne kličajo, ne. Ker boš to kar čudno, da so mene klicali. Ampak ne vem,
to ne vem, zakaj ne vem, pravijo, da se me ljudje hitro zapomnejo. In mogoče sem tudi tukaj enemu, dvema hitro prerastel k srcu in pa enkrat sem tudi boksala z enim Karlitotom in tako da so me pol dosti hitro poklicali in pa res sem z njimi bil tam, ko so drugi, ki je bila recimo Una Luz, to je v knjigi, kaj je, sem jaz z njimi recimo bil. Ko bereš knjigo ali pa vas tek poslušaš, se zdi, kot da ste preživeti v zaporu, ki ni samoumevno, v tem zaporu, da ste dosti sistematično pristopili. Recimo v Špansko ste se učili pač z namenom, da res prestopite v njihov svet, pač to novo življenje. Potem dopisovali ste si z zunanjim svetom, zato ker ste se zavedali, da so obiski karta do marsičesa, do veliko nekih ugodnosti. A ste to počeli tako zelo neko naravno, podzavestno, da ti pač to, da vam je samo od sebe, da morate to početi, ali ste imeli nek dejanski načrt, to pa to moram početi, da bom preživel? Tako neki načrta nisem imel, ker tam načrta v bistvu ni niti smiselno, da jih imaš, ker se ti hitro poruša. Špan se učil jaz zaradi sebe, pa tudi v bistvu mogel sem se, tudi ta šef Roki, je rekel vsem, v bistvu ne zdaj sam meni, da se mora čim prej naučiti špansk. Tudi pol na koncu, ko si hotel kaj jesti, pa piti, si mogel počas govoriti, ni šlo skozi lih vse z rokami. Velik na začetku, ampak ker človek neki premoren, se hitro nauči. Prej se že tudi omenili, da je bilo orožje v zaporu zaradi pač, da so se zaščitili pred drugimi klani, in v času, ko ste bili vi v Los Teques, je divjala vojna med temi klani. Pač zakaj je izbruhnila v tem primeru in kako je bilo to videti? Kako izgleda vojna v zaporu? Začeli se je zato, ker je paviljon 1 pa 2 sta hotela prevzeti cel zapor, da bi bil samo en šef. Več denarja, več vsega, ne? Ker tako večinoma drugih zaporih vzeli teh odprtih, to odprti so tako, kot je bil ta naš, da so pač zaporniki šefi, je bil samo en šef in to so hoteli v bistvu vzpostaviti. Tega nisem čisto razumela. Zakaj si varen v zaporu, če imaš zašita usta? To je pa tako imajo oni, ne vem, tudi ne vem, tako med sabo imajo zmerjanje, ampak to imajo vsi zapori, ne zdaj sem naš. Recimo to pomeni, da hočeš, da greš v drug zapor. Translao, to je premestitev. V bistvu, ampak komu to sporoča? Zapornikom. Zapornikom in paznikom. In zaporniki te potem pustijo primer? V Luzeroti, ker navaden zapornik noben ne more nič narediti. Luzeroti, vseh pač tolp. Recimo, če bi kdo naši tolpi dolžen, pa je dol pobegnil, si zašil usta, naši Luzeroti niste nič mogli mu narediti. Ampak ponavadi so poklicali druge zapore, pa je tam pol končal. Pa tudi bili so še eni nedotakljivi, ste prej omenili Iglesijo. Iglesijo, ja, cerkev. Ja. Kaj pa, oni so pa tudi imeli nek zaščitni znak. Oni so bili pa dolžniki, več ali manj. So imeli pa v desni roki Biblijo, pa srajčko, pa kravato. To so skozi mogli imeti. Pa skozi Biblijo v rokah. In tudi niso pustili primeru. Tako. Tako je zanimivo, ker sam to vzameš v roko, pa si... Ja, ampak tako, vsi Latinosi so kar dosti verni. Tako da jih je v bistvu pol to rešval, ne. No, zdaj pa prideva do trenutka, ko ste v zaporu kot prvi, v bistvu prvi gringo, tujec belec v zgodovini. Da jaz vem. Ja, no, da ima kar te. Da ne bom preveč. Malo sem hotela dramatizirati. Ok, sorry. No, pač kot prvi ste postali Luzero, rečemo kot prvi. To je bilo takrat, v tem svetu je to karierno napredovanje leta. Čast, ja. Ja. Kaj so pa pol, v bistvu, kaj se je najbolj spremenilo? Veliko, ker pol si v bistvu šef med zaporniki, ampak kaj potem postanejo naloge Luzerota in pač
kako se ti tudi mogoče v glavi stvari malo spremenijo. Mislim, v bistvu ti vzpostavljaš red, če ga ni. Moraš biti, ben ti ne sme reči, ne, si spoštovan. Te manj lepe stvari si upal v nedeljah v sobi 5. Pa če je vojna, pač si ti na prvi bojni liniji. V Venezueli imajo kar veliko vlogo, oziroma so za ljudi zelo pomembni ti Santos Malaneros. Tako. Lahko razložite za tiste, ko ne vejo, kaj je to. A je to kot neke vrste božanstvo? Kaj točno predstavljajo? Tako najlažje si mu predstavljali Robin Hooda. On je pomagal ljudem, ščitil jih je, ampak on je bil gangster. Ampak za njih je svetnik. Je najbolj prodajanih figur v Venezueli. Zdaj, ti trenutki, ki niso bili najbolj lepi, opišete jih v knjigi, tudi zelo iskreno govorite tudi o tem, kar verjetno ni najlažje, da pač se človek v zaporu, kjer moraš preživeti, spremeni zelo, in na neki točki ste se tudi, kar tudi poveste, zelo iskreno sami ustrašili tega, v bistvu, kar ste postajali, no. So vas, tudi ste dobili ime, ampak mogoče tudi nam povemo, kakšno, ne. A vas je kdaj strah, da je to pač ostalo v vas, oziroma ali lahko čisto presekate to in imate razčiščeno v glavi, da pač tam je bilo tako, tam se je šlo za preživetje, nisem imel druge, ali imate še kdaj neko slabo vest, kaj se glede tega dogaja v vas, no? Ne, mislim, tak ne bom nikoli več, enkrat ena, sigurno. Ne vem, jaz sem tam bil kot eni igrci. In tako ne vem, jaz tak Simon nikoli več nočem biti, pač tam sem bil tak, kar sem bil. Ampak tam sem bil čisto en drug Simon, tudi ne prepoznavam samo v sebi. Ampak ja, tam je bilo vse drugače. Tam si mislim, ti ali pa, ne vem, tam je bilo tako zelo, no. Ampak ja, sem tako hitro del, da pač ne morem lih tak ustati. In tako res nikoli nisem imel tako mene, ne vem, travme ali pa da bi kaj o tem sanju. Se pravim, lih zaradi tega, ker sem bil čisto enemu, kot v igrci, no, najlažje tako razložim. V bistvu, kot da bi se neki odzunji opazovali. Ja, tako ja, kot da bi bil pač čisto en drug človek, oseba, čisto drugače. Ja, pač sej verjetno, ko se gre za preživetje, na nek avtopilot gre človek včasih. No? Ja, v bistvu sploh ne veš, ne funkcioniraš. Tako recimo tudi zdaj, ko smo recimo za Lešem, kaj Leško je pisal, pa sem mu govoril, sem doskrat v bistvu pozabil, pa sem ga poleg klical, ko sem se spomnil. Tako se mi zdi, da sem kar dosti stvari tako, moja Petra je prav, da sem potlačil to in da bom to enkrat mogel vendeti. Upam, da sem dal zdaj iz knjigo. Mislim, bi rekel, da sem, saj delno, pa vedno boljš mi bo šlo, bi jaz rekel. Mislim, mi gre, bom tako rekel. Da ne bomo samo teh slabih, težkih stvarih, spominov, ki so vas pač najbolj zaznamovali, ste jih itak zbrali, pač zdaj v knjigi, tudi najbolj res težke, brutalne, iskrene. Ampak, a ste bili daj v tem zaporu tudi srečni? Oziroma, so bili trenutki sreče, ali pa se čutili, da je nekaj podobnega sreči? Ali je to nemogoče v takih okoliščinah? Najbolj srečen sem bil, ko je prišla Karolina, Slovenka. Njo, ko sem slovenski govoril, ok, sem po telefonu, ampak ne v živo. Pa iskren, ko so rekli, da ni več štetja. To mi je bilo, kad bi mi rekli, da je svoboda. Ker to je bilo katastrofa. Smo mogli 3 ure prej iti, klečati v tem eni sobi, zgužvani, da so oni pospravili pištole. To je bilo za nas. Pa ne samo za me, za vse je bilo, po moje to pravno. Evo, takrat sem bil srečen. Zanimivo. To se vidi potem res, da ste se res počutili kot del tega, ker ste občutili srečo, ko se je nekaj zgodilo dobrega za vse vas. Ja. Ok.
Potem pa se je zgodil transfer. Po kolikem času v bistvu so vas prestavili v zapor Rodeo 2? Bi rekel tam 2 leti sigurno, ampak tam je 2 meseca, recimo 2 leti, 2 meseca. Tako, Rodeo 2 je pač svoje poglavje knjigi in tudi svoje poglavje v vašem življenju, zato ker je bilo tam bistveno drugače kot v Los Teques. Kakšen zapor je bil to? Ja, to so ga pa obvladovali pazniki. To je bil pa zapor. Je bilo, najprej so rekli, da bomo samo mi tujci, za tujce pa zapor. Nas je bilo 300, če se ne motim. So nas preoblekali, to je bilo za nas vse novo. Mi smo bili, ne vem, v Los Tequesu v civilu pač. Sorry. Tam so nas pa takoj pobrili, kot vojaki, pa oblekali v rumene obleke. Pa v bistvu 150 v prvi štu, v oziroma pratliče, mi pa čist na vrh, moja skupina, nas ostalih pa. Ja. In tam so bili pa res pol zaprti. V bistvu zanimivo, čeprav je Los Teques res moraš marsikaj narediti, pa biti skozi napet, da preživiš, ste rekli, nikoli nisem bil zares, pač se sprostil, tam. Ampak vsem ta občutek svobode, sicer smešno v zaporu, ampak vsem bolj ste živeli v Los Teques, ko pa potem Rodeo 2. Mislim, kak je bil ta vsak dan v Rodeo 2? Ja, tam na začetku smo bili skozi zaprti, so nas še so nam na začetku noter nosili. Pa smo imeli gledovne štrajke, pa smo pa da je malo boljš bilo, da so nas ven spuščali vsaj enkrat na teden. Pa da smo ven, mislim ne ven, ampak da smo v Dilenco začeli hoditi jesti. Pa tako. Ampak ja, večinoma smo bili pa skozi noter v sobah. To je bila ena soba velika. Tudi tam v bistvu, pa zdaj smo že rekla, da ni bilo načrtno, ampak ali je tu bilo načrtno. Tudi tam ste v bistvu neki ne poseben status, ampak tam ste v Los Teques ste bili Rosero, tu ste pa tudi si neko vlogo v bistvu zagotovili, da ste imeli mal poseben status. Kaj ste počeli točno? Bil sem, bomo rekli, varnostnik na vratih. Tako je imel jedilnico in tam, ko so imeli pisarne, direktor, tajnica, ne vem, soba za obiske. Pa tako. V bistvu, da zaporniki niso v njihove prostore prihajali, sem jaz bil na enih vratih. In to v bistvu skozi ljudje mimo hodijo, vsemi si nekako v kontaktu, si tak. Ka mene ni bilo, so tako hodili, pa ko sem jaz prišel, pa mene neč. Zatem sem bil, zaradi tega sem bil tam. Ja, ampak vsemi se pogovarjaš. Tako je. Začel sem pa, ko so knjižnico tam imeli, ne vem, to je bilo 2-3 police in so imeli knjige in so oni, te Venezuelci, tako mislim, da mi tujci niso nič boljši, vsi čez vrata skozi hodili, pa knjige vzemali, v bistvu zaradi njih dva sem jaz pol bil tam na vratih, so se pogovorila z direktorem. Če bi jaz šel, pač ko sem en renome zelo stekesa, tako sem jaz spoštval, lahko rečem. Tako da sem jaz tam pristal, hvala Bogu. In pa sem bil tam cele dneve. Okay. Pa v Rodeo 2 ste še vedno imeli neke plane, zato ker vi ste v bistvu v Los Teques, zato ker ste začeli živeti tako kot oni, da bi preživeli, ste v bistvu bili del klana, in ste tudi začeli na ta način razmišljati, in ste imeli neke načrte za prihodnost, ki niso bili nujno v skladu z zakonom, a v Rodeo 2 ste še imeli ta isti načrt. Tudi še nekaj časa. Tam se to bo še boljša ponudba, kot je imel v Los Tequesu. Ja. Koga ste tam spoznali? Enega Kolumbica. Smo mu dali ime Don Colombiano. To smo mi dali ime. Aha, ja. Jaz pa Leš. Aha. A ja, cool. Niso te pravega imena. Ja, no, sej. Pametno. To je bil v bistvu na pogled staro gospod, ampak bil je pa... Velik človek v Kolumbiji. In on vam je v bistvu tudi na nek način potem na koncu te poti v Venezueli vam je pomagal, ne? Ja, mi da so tudi tako začela, da še povem, kako sem začela biti prijatelja, rečemo. Ja. Ne, on je vsako jutro je šel, so ga pelali v bolnico.
In zvečer je pa nazaj so ga pripravili. Je bil diabetik in je šel, ampak on je plačal vojakom, da so ga spuščali, da je bil cel dan v zunaj, ampak to sem kasneje izvedel. V glavnem meni se je smilo. In te naši zaporniki so pol kasneje kruh začeli delati, ampak za ulico, ampak včasih so pa tudi nam pol dal. In ko so šli čez vrata, sem jaz tako mal za foro, ne, da če bojo hočejo not, da mi morajo kruh dati. In so mi skozi žemeljce dajali. In jaz sem v teh žemeljc, ko sem pol med te moje talo. In v glavnem, ko je prišel, sem jaz eno žemeljce dal, ko on se meni smilo. Pa ne vem, ti jaz tam iz Pazniki, jaz sem bil iz Pazniki, kada smo prijatelji, kada sem jaz Paznik v bistvu. Kasneje, valjda, ne? V glavnem se neko, ta gospod Bogi, koliko se mi smil, ne? Pa en Paznik prav, en Kevin. Pa ti veš, kdo je to? Prosto, kaj pa jaz vem, ne? Prav, ja, ne vem, tam ima toliko denarja, če bi hotel veniti, da bi iz tanki prišli ponga. Sam pač, da se je predal, ker se mu ne da celo življenje nekaj zdaj ozirati. Pa sem tako, kva? Tako bi se mu pa vsi slinjali, te Venezuelci, samo oni so bili čisto posebej. Ker tam v Venezueli zelo hitro bi lahko prišli do ugrabitve in bi zahtevali denar za njega, veš. Bi ga nekam zaprli, pa zahtevali denar od svojcev. Tako da so oni 6, 7 jih je bilo čisto na drugi strani v bistvu zapora. No, tako so pol, sam jaz, bom rekel, tako ured lezu, je pol vse tako ponudil, pol predno sem šel. No, v bistvu on, torej na izhodnih vratih iz Roda 2 in s tem tudi v bistvu na izhodnih vratih iz Venezuele, ker potem pač ste šli še v Slovenijo, ne, do konca pač odslužiti zaporno kazen. Tam vam je on dal vedeti, da bi lahko v bistvu sodelovala. Tako je. Torej ste odšli v Slovenijo s tem še v glavi, ne? Ja, ja. Okay. Nisem bil čez delno 100%, ampak good to know. Good to know. No, in pol pride ta transfer, ne? A ja, prej sva pozabila, mislim, jaz sem vas pozabila vprašati, vi ste dobili 15 let v Venezueli, ne? In potem po 4 letih, 4 mesecih, torej iz Roda 2 v Slovenijo, pa niste v bistvu vedeli, koliko boste mogli še odslužiti v Sloveniji, ne? Tako je. Ni bilo jasno. In potem zadnja postaja, Dob, ne? Zdaj v knjigi mi je bilo kar, mislim, logično, pa tudi zanimivo, ne? Ker ko sem gledala na začetku ta poglavja, ne, Los Teques največ, ne, poglavi, pa Roda 2 tudi kar Dob, pa te bolj skromno, ne, in pol napišete. Seveda pač v Sloveniji zelo mali prostor in ne morete, a ne, vseh in vsem, a ne. Tako je. Ampak da ima bolj, torej ne toliko ljudeh tam, pa to, ampak zakaj je bil Dob za vas tako pomemben na tej poti? Vi omenjate stopnice, ki ste jih mogli vse, pač niste smeli dobene preskočiti. Zakaj? Mislim, kaj vam je Dob v bistvu dal, zakaj je bil pomemben? To so bile 3 stopnice. Prva je Los Teques, druga je bil Roda 2, ker tam sem že drugače in razmišljal, recimo, če bi prišel iz Los Tequesov na Dob, mogoče najbolj pameten, zato ker sem bil isti kon, oni. Tudi ne vem, v Roda 2, je Paznik, ki sem jih rekel, če oni ne bi vedeli na začetku, če ne bi vedeli, da sem kao tujc, da bi rekel, da sem gangster iz Venezuele. Zdaj sem tudi obnašal, hodil, tako vse. Tako da, pa sem v tem navrat, ne dej Bog, da si se s Pazniki pogovarjal v Los Tequesu. In tukaj mi je bilo polno pol tako, ampak čisto na začetku. Pa sem se pol hiter, smo bili s Pazniki, res lahko rečem prijatelji, ja, pa še Dob. V bistvu je šlo res vse tako, ka more iti. Me je usoda tako, ka me je poslala, me je tudi rešila, v bistvu, da je bilo pol tako. V bistvu taka vzorna rehabilitacija. Tako, ja, tako. Pa ne težko, lepo počas, pa sigurno. In potem kot zadnje poglavje, svoboda, ne? Zdaj, mene se je najbolj dotaknil del, mislim, velikih je bilo, pač, ker je močna zgodba vse, ampak mene se je najbolj dotaknil del, ko si v bistvu
predstavljate življenje komanderja z Doba. Zdaj tule moramo še enkrat izpostaviti Aleša Čarja, ki je avtor te knjige, ki je res zelo, zelo dobro to zapisal. Res je. In zdaj, če sam preberem ta del, ne, v bistvu govorite o komanderju, s katerim ste se pogovarjali, preden ste odšli na svobodo. Ne. In v bistvu piše: ne vem, zakaj sem ga zagledal ob nekoliko močnejši ženi in 2 urejenih otrocih. Enemu v srednji in drugemu v osnovni šoli, stanovanjem 60 kvadrati, lociranim nekje na pol poti do Kranja, za katero še vedno odplačuje kredit, in avtom nižjega srednjega razreda, recimo 10 let staro Škodo Karavan, ki ima v prtljažniku še kletko za zlatega prinašalca. Nato sem ga kar videl, kako z družino sedi za mizo v gostilni na Bledu, kjer beli okrog ust in nasmejani uživajo vsak v svoji kremšniti. Vem, da je to lahko sreča. A ste našli zdaj to preprosto srečo na svobodi? Ja. Svojo punco Petra, pa več imam stikov s svojim sinom, mami, itak logično, ne. Tako da sem najdu. Pa v mojemu konju v Halifaxu. Pa z ljudmi, ki sem jih srečal v tem klubu, oziroma spoznal. Zdaj v bistvu, čeprav ste vmes imeli v glavi, da nikoli več nočete v bistvu delati. Obleč delovne obleke, zdaj delate. In kaj delate? Slikopleskar. In uživate v tem. Ful. Ja. In čist za konec, ko smo lepo prišla do sreče, v bistvu, čeprav ste z vsem srcem pač živeli to vmes, to gangstersko življenje in se tudi rekli, tako sem se obnašal, hodil, vedel vse. Vaše sporočilo ni poveličevanje takega življenja, ampak je pač to vaša zgodba, ampak na koncu v bistvu je ta odlomek mogoče zelo povedno, da je sreča tudi v tem in pač ne poveličujte v bistvu. Ne, daleč od tega. Ja, kaj je vaš namen, vaše sporočilo, da ste to v bistvu dali ven in ljudem? Ja, moje sporočilo je tako, mislim, ko bojo to knjigo prebrali, zelo močno upam, da jih bo veliko večino odvrnili, upam, da vse. Ker to res ni nobeno življenje, pa ko misliš nekako, da boš rešil, v bistvu imaš tako zagato, ampak v bistvu, ker nimaš sam ti, vse zate, recimo, da ti, mislim, vse, niti vse, ne, ampak za svojce, recimo, kakor je moja mama pretrpela, pa moji prijatelji, bi da res sem belimo želim. Okay. Ja, to je to. Hvala, da ste si vzeli čas, pa da ste prišli. Z veseljem.